Veterani elitnih specialnih enot so ustanovili novo izraelsko zagonsko podjetje, ki stavi na to, da naslednja velika sprememba interneta ne bo več povezana z ljudmi, temveč z agenti umetne inteligence, ki bodo sprejemali odločitve v našem imenu. Lime je pravkar zbral $10 milijonov za razvoj orodij za TI agentski splet, ki spremljajo, kako sistemi umetne inteligence brskajo, tolmačijo in na koncu izbirajo, katere izdelke in storitve priporočiti. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Aviv Shomni, soustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja Lime. Aviv, najlepša hvala, da ste danes z mano. Ali lahko prosim razložite, kaj je agentski splet? Ja, najlepša hvala, da ste me povabili. Zelo cenim to. No ja, pomislite na splet, ki ga danes vsi uporabljamo, kot na splet, ki ga nadzorujemo mi, ljudje. Mi sprejemamo odločitve, katere spletne strani bomo obiskali, na katere izdelke bomo kliknili. Ko pa uporabljate ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude ali katerokoli od teh orodij za iskanje z umetno inteligenco, v bistvu aktivirate agente, ki brskajo in sprejemajo odločitve o vašem imenu. To je povsem nov način interakcije z internetom na splošno, pa tudi dojemanje informacij. Agentni splet je le platforma, ki to omogoča. Torej je to precej nov način za nas, da sploh sprejemamo informacije. Kako točno deluje Lime? Torej, v bistvu pomagamo blagovnim znamkam in izdelkom, da se pojavijo na iskalnikih z umetno inteligenco, kot so ChatGPT, Perplexity, Gemini in Claude, ki sem jih omenil. Poskrbimo, da so digitalna sredstva naših strank, kot so njihova spletna stran, njihov Reddit in vsa mesta, kjer pišejo vsebine, najbolj privlačni viri. V očeh teh iskalnikov z umetno inteligenco, veste, ChatGPT, Perplexity in Gemini, recimo, da gre za podjetje, ki izdeluje tekaške copate. Kadarkoli kdo išče najboljše tekaške copate, poskrbimo, da se pojavijo med rezultati. Ampak ali to potem pomeni, ker to zveni kot velika sprememba v načinu, kako uporabljamo internet, da bodo podjetja v prihodnosti nagovarjala umetno inteligenco namesto Googla in nas? 100%. Če pomisliš na novo plast interneta, če je bilo do zdaj tako, so bile blagovne znamke kot je Nike v neposrednem stiku s svojimi potrošniki. Nadzorovali so vse, nadzorovali so svojo vsebino, nadzorovali so pozicioniranje. Danes obstaja nova plast. Ta plast se imenuje agenti umetne inteligence. Oni sprejemajo odločitev, ali bodo prikazali rdeče tekaške copate, modre tekaške copate, ali bodo prikazali Nike, Saucony ali Asics ali katerikoli drug izdelek tam zunaj. To je popolnoma nova sprememba v tem, kako se potrošniki dejansko obnašajo in kako morajo blagovne znamke sprejemati odločitve ter koga pravzaprav nagovarjajo, kar so v bistvu agenti umetne inteligence, ki sprejemajo te odločitve. In pravkar ste zbrali $10 milijonov investicij. Kakšen je največji izziv, ki ga poskušate rešiti s to investicijo? Mislim, da je trenutno v umetni inteligenci nekaj zelo zanimivih napredkov. Vsi smo velika ekipa inženirjev z bogatimi izkušnjami pri razvoju izdelkov umetne inteligence v zadnjih nekaj letih. In za nas je trenutno pomembno, da se lahko vključimo v osnovni sloj in da lahko razumemo, kako agenti umetne inteligence zaznavajo informacije. Glavni namen sredstev je v bistvu razvoj prelomne tehnologije, kako agenti umetne inteligence zaznavajo informacije. In to je smer, v katero gremo. Želimo vam veliko sreče iz naše i24 News English. Seveda, Aviv Shomni, soustanoviteljica in direktorica podjetja Lime, hvala, da ste bili danes z nami.